Komaj smo vstopili v novo leto, pa je za nami že prva tretjina meseca januarja. Čas hitro beži in v tem hitenju se dogaja marsikaj, včasih tudi kaj neljubega, ampak takšno je pač življenje. Poleg vseh težav, ki nas spremljajo, pa si sami naredimo nepotrebne, zato je prav, da se malo ustavimo, razmislimo in gremo bolj pozitivni naprej. Zato naj bo ta teden za vse vas pozitiven in poln lepih misli. Nocoj si med drugim oglejte. Sneg ponovno pobeli v naše kraje. Občinska uprava Šmartno pri Litiji uvaja racionalizacije poslovanja. Kaj obeta evropska kmetijska politika v tem letu? Nekajkrat je v tej zimi naše kraje že zajela snežna pošiljka, tako da smo že lahko uživali v snežnih radostih. Eni bolj, drugi manj. Vsekakor so najbolj na udaru vozniki, saj znajo biti nepravilno urejene ceste še kako nevarne. Da je na naših cestah vse tako, kot je treba, so v večini primerov zadolžene naše komunalne službe. Na Komunali Zagorje smo vprašali, kako so pripravljeni na naslednjo belo pošiljko, kjer nam je direktor Sandi Grčar po zadnji zasneženi noči zatrdil, da so na njo popolnoma pripravljeni, saj imajo trenutno na zalogi okrog 100 kubikov soli in 200 kubikov ostalih posipnih materialov, kar bi moralo zadoščati še za nekaj sneženj. Dobro delovanje občinske uprave je odvisno od več dejavnikov. Zagotovo je pomembno pravilno vodenje, načrtovanje vseh dejavnosti in organizacija dela, poleg tega pa je tudi posebnega pomena racionalizacija vseh procesov. Tega se zavedajo tudi na občini Šmartno pri Litiji, kjer so začetkom tega leta pripravili kar nekaj ukrepov, s katerimi bodo dosegli še boljše rezultate delovanja občinske uprave. Ravno s 1.1. letošnjega leta smo se lotili reorganizacije dela v občinski upravi in to na način, da bomo zmanjšali storitve zunanjih izvajalcev, za katere sem mnenja, da brez težave premoremo tisto strokovnost, da jih sami speljemo in bomo določene te aktivnosti mi prevzeli in na drugi strani seveda privrčevali v tem delu sredstva in jih uporabili mogoče za kakšno drugo stvar, za kakšno drugo storitev in kakšno investicijo več ali pa boljše lahko naredili. Predvsem trenutno, kar se tiče pregleda pa spremljanja izvajanja zimske službe in pa rednega vzdrževanja cest, kjer tukaj smo do zdaj imeli zunanjega izvajalca, ki je opravljal nadzorstvo in je v tem primeru nepotreben. Tudi kar se tiče nekih pravnih storitev, podjetniških ločnica, se pravi nekaj pravna storitev, ki jo lahko v občinski upravi brez težav zapiramo, nekaj podjetniška, se pravi odvetniške bodo bile zunanje, pravne pa gotovo ne in pravna svetovanja bomo zapirali znotraj uprave in tudi v tem delu privrčevali nekaj denarja. Ja, program teče, kot je začrtan, v tem delu smo zadovoljni, ne? Ampak v delu, da se ga pa nadzoruje konteksta, se pravi, rednega dela, ne? Rednega vzdrževanja, pa mislim, da za to tretji subjekt, kot je nadzornik, ni potreben, ampak lahko to mi v sklopu našega okolja in prostora sami zapiramo in ta del bomo prevzeli. Ena od prioritet politike Evropske unije je tudi področje kmetijstva. Zanjo namenjajo veliko pozornosti v nenehnem iskanju rešitev na področju pridelave hrane in splošnega razvoja ter najpomembnejše panoge. Ravno tako ji namenijo veliko finančnih sredstev preko rednega financiranja, kakor tudi preko kohezijske politike v smislu razvoja podeželja. V zadnjem obdobju smo priča vedno večjim podražitvam hrane, kar v prihodnosti lahko postane velik problem. Na vse te spremembe je Unija pozorna in nenehno išče primerne ukrepe za blažitev teh odklonov. V Evropski uniji se zelo veliko sedaj pogovarjamo o tej suverenosti na najrazličnejših področjih. Začelo se je, da ne znamo več proizvesti mask proti covidu, nadaljuje se s tem, da nimamo učinkovin za zdravila, ki jih proizvajajo Kitajci, Indijci. Po drugi strani imamo na področju energetike velike probleme z pomanjkanjem energije v Evropi, kar je imelo za posledico tudi velike dvige cen. In zdaj prehajamo na to kmetijsko področje, kjer govorimo o prehranski varnosti. To razdelimo na eni strani na to, da je dovolj zdrave, kvalitetne hrane, na drugi strani pa je, da tudi ljudje lahko kupijo. In ravno dvig energentov ima za posledico praktičnem primeru zelo velike posledice tudi na cene hrane. Po eni strani se draži vse od surovin, fitofarmacevtskih sredstev, pri gnojilih, na primer dušična gnojila so do 3 do 4 krat dražja.
Zato je na nek način bojazen, da se to pozna v tem trenutku predvsem na dvigu cen in posledično probleme pri ljudeh, kajti če se podraži po eni strani ogrevanje domov, po drugi strani prehrana, pogonska goriva, je velika nevarnost, da bodo najranljivejši prišli v težave, ker bo enostavno zmanjkalo prihodkov. Za naslednje leto pa me osebno tudi strah, da se bodo kmetje enostavno obnašali racionalno, kot se tovarne gnojil, ki recimo mnoge od njih stojijo, ker enostavno ocenjujejo, da se 3-krat, 4-krat dražja gnojila ne bodo mogla prodati, posledično bo imel manj gnojenja in sam se bojim, da bo v naslednjem letu tudi proizvodna, pridelava hrane manjša, z manjšo hrano zopet višje cene in se lahko nevarno zavrtimo v nekem krogu, kjer bo prehranska varnost zelo v ospredju. In če samo gledamo, kaj se dogaja v energetsko bogatem Kazahstanu, kjer so podražitve energentov spravljali ljudi na ulice in nemire, naš spomin se mora seči tudi tam v leta 2008-2009, ko se je zgodila ta afriška pomlad, kjer je na severu Afrike ravno zaradi podražitve hrane prišlo do nemirov. Tako da sam ne bi zanemaral te zadeve in tudi zaradi tega moramo v državi sami narediti čim več, da bomo imeli tudi samooskrbo na večini kmetijskih proizvodov, pridelkov na dovolj visokem nivoju. Zasavski varstveno-delovni center je začel delovati leta 1984 v stari hiši na Trboveljski cesti v Zagorju pod okriljem osnovne šole dr. Slavka Gruma in poimenovali so jih delavnice pod posebnimi pogoji. Na delo je takrat prihajalo 21 uporabnikov iz Zasavja, s katerimi so delali 3 mentorji. Danes, 38 let pozneje, delujejo na 4 lokacijah v 5 enotah in vključujejo 148 uporabnikov iz vseh zasavskih občin. Ob njihovi obletnici čestitke vsem uporabnikom in zaposlenim tudi iz naše redakcije. Pred 38 leti, na 6. januarja, se je v stari hiši, tam kjer danes je ena od bivalnih enot, začel odvijati program delavnice pod posebnimi pogoji v okviru osnovne šole Slavko Grum. To je bil predvsem delovni program, tudi vključevalni program, da se je lahko 21 odraslih oseb s posebnimi potrebami po šolanju dejansko potem vključijo, ko so končali posebni program v delavnice. V vseh teh letih so se potrebe uporabnikov, bom rekla, pa tudi okolje spreminjalo, tako da so se in število uporabnikov se je povečevalo, danes jih imamo skoraj 150, prav tako pa število enot in programov, tako da danes delujemo na 5 enotah, tudi v Litiji. Poleg dnevne enote imamo tudi bivalne enote, ki nadomeščajo dom 28 uporabnikom, poleg tega pa še program socialne vključenosti in različne projekte, bom rekla, vsaj 2 na leto običajno tečeta, sedaj že 5 let, ki dejansko predstavljajo dopolnitev naše dejavnosti v delih, kjer je to za uporabnike potrebno, ker dejansko obstoječe sistemske rešitve tega ne zagotavljajo. Plani, bom rekla, do leta 2025 so vključen v naš strateški razvojni program, ki ga imenujemo skupaj Vizija VIP VDC, se pravi vključeno, inovativno, povezano, vztrajno dosegamo cilje. In eden izmed pomembnih ciljev, ki bo uresničen, pa ne do 2025, ampak že kar do pomladi 2022, je prizidek k glavnemu objektu, ki je v 80% sofinanciran s strani Ministrstva za delo in bo dejansko omogočil, bom rekla, nekako normalno delovanje tudi v teh COVID razmerah ali pa kakšnih drugih takšnih epidemijah, če bi še kdaj do njih prišlo, kar omogoča ločitev dnevnega in bivalnega dela, kar ena izmed bivalnih enot je tudi v tem objektu, tako da lahko delo nemoteno poteka, poleg tega pa tudi razširitev, bom rekla, same enote bivanja, ki bo imela dodaten dnevni prostor, dodatne namestitve tudi z 4 postelje, tudi za občasne namestitve, pa balkon, ki omogoča uporabnikom tudi, bom rekla, hiter izhod na svež zrak, da ni potrebno glih ven, ne.
Župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, je danes sprejel podpredsednico Državnega zbora, gospodino Heferle. Na pogovoru sta sodelovala tudi podžupan Marko Kladnik in varuh pravic občanov Stanislav Ravnikar. Skupaj so izmenjali izkušnje in ocene političnega položaja v državi in razvoja lokalne samouprave. Še posebej pa so se zadržali pri vprašanju okoljske problematike. Župan je podpredsednici predstavil škodljivo in neodgovorno delovanje vodstva podjetja Termit. Podpredsednica Državnega zbora je potrdila, da pozorno spremlja razvoj ekološke krize v Moravški dolini in županu ponudila vso pomoč pri spoprijemanju z osnaževanjem naravnega okolja in ogrožanjem zdravja ljudi. Župan je pobudo z veseljem sprejel in dogovorjena je bila nova aktivnost pri obrambi in zaščiti čiste in zelene Moravške doline. Potem, ko se je glasbena šola Zagorje ob Savi preselila v nove prostore Vilo Medeo, so ostali prostori glasbene šole prazni. A ti ne bodo več dolgo samevali, saj se bo vanje v kratkem preselila Zasavska ljudska univerza, ki sedaj deluje v Zagorski graščini. Kaj bo v teh sedanjih prostorih, še ni znano. Znano pa je, kaj vse bo univerza s selitvijo pridobila. Več pa v izjavi. Zasavska ljudska univerza se po 24 letih seli iz Zagorske graščine v prostore bivše glasbene šole Zagorje. To priložnost nam je ponudila občina Zagorje, za kar smo izredno hvaležni. Ta selitev bo prinesla boljše pogoje za razvoj dejavnosti, za razvoj izobraževanja odraslih in pa seveda tudi boljše pogoje za udeležence. Na novi lokaciji bomo imeli več prostora, se pravi več učilnic, več pisarn. Dobimo eno veliko dvorano, ki je do sedaj nismo imeli. Ta dvorana recimo v normalnih razmerah sprejme tam nekje 50 do 60 ljudi. Dobili bomo novo učno kuhinjo z vso potrebno infrastrukturo, recimo konkretno v Graščini nismo imeli vode v učni kuhinji. Dobimo novo računalniško učilnico, potem boljše prostore za samostojno učenje in pa tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, dnevni center za starejše, z tudi boljšim dostopom za gibalno ovirane. Trenutno potekajo na novi lokaciji obnovitvena dela. Računamo, če bo šlo vse po načrtih, da naj bi bila ta obnovitvena dela nekje končana do konca januarja in potem seveda ta fizična selitev predvidoma v prvi polovici februarja. To pa je vse, kar smo vam pripravili v torkovih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.